zadnji. Hej, čakaj. Ja, Kva? Malo počakaj. malo počakamo. Kaj čakamo? Ni hotel reči. Ja, malo ne, se punce. snema. Snema. Sam spet imaš malo velik gena. Dobro, je bom dal v drugo sobo mikrofon. Ne, ker pa bo še druga soba imela sobo. Pa se bodo te sobe kar množile. Sobo na sobo. Pa tudi Ampak ne. super plugin, da mogo tega Ja, pa vsi plugini na svetu ne pomagajo, ko gre enkrat v svet hodič. A ja, se ne da spucati. Sobo, Ja, sobo, pol ko sobo. gre enkrat, mislim, a se veš kako, ne? Do neke mere se da, pa čez pa ne. Pa se pa drži tistega starega rekla garbage in garbage out. Pa imaš pa kakšne te podcaste, kjer imajo probleme z zvokom. Veliko noči ponedeljke danes, mater vola. Aj, Ja, doma smo. šunkica, ali kvaži ne smem reči, da ni šunkica, ali kvaži. Kaj Je bilo šunkica? kakšen teden nazaj je bila ta dilema. Ker v eni trgovini, oziroma v enem letaku za reklame v trgovini, nisem napisal velika noč, ampak sem napisal sam vesela pomlad ali nekaj. A ja, In so se tako. Se to je bilo že Saj to za nov let je bil problem. Je bilo isto. Da so bili veseli prazniki, pa niso bili blagoslovljeni božični ali ne vem, neki. Ne? Se pravi, je kar na repeat. Res je repeat. Ja, to zgleda, so ugotovili, veš, da teli trgovci so zgleda ugotovili, da se sproš pol Twitterja zaradi teh stvari, pa da v njihov letak šerajo pol povsota, veš, ne. Ja, In doseže precej večji krok, ne, veš, kako to laufa. Pa ne gre Ja, direkt- Ni pa ne gre slabe direkt v reklame, smeti. ali kako se Ja, že temu reče. Ne Ne? gre direkt v Tako, smeti. tako. ne. Ni slabe, tako da. Pa pol unta drug pol zihar za nale še kupol, in pa tukaj kupol, ki ima je spomlad. ja, Ni za valjda. veliko noč, ampak je na pomlad. To bom kupil. Ampak velika noč je zmes pomlad, tako da tle Sej. sploh ne. Pa šunke pa zmeri fajn, razen če si vegetarijan / vegan. Ja. Pa zihar se zdaj da dobiti kakšna ta vegetarijanska šunka. To Najbrž zihar tudi, mora ja. biti. Ne mislim. Najbrž. I can't believe it's not najbrž je meat, tudi. zihar obstaja. Zihar je stofuja, tako da. I can't believe it's not meat, zihar obstaja. Ja. Ali pa whatever. Chicken of the sea ali ne vem kva. Ja, točno to. Neki. Ja. Ja. Pustimo religijo. Dajte v komentarje, če obstaja veganska / vegetarijanska šunka. Ja, eno ali ne, pa drugo, ali pa obe. kje na Discord, nimamo komentarjev. Za klobase sem siguren, za šunko pa ne vem. Šunka je pa Vse žal. vegetarijanske hrenovke, klobase, to itak valjda obstaja. To je že Obe. 20 let stari, to je že normalno. Ja. Sam verjetno tako, kot v pravih nočeš vedeti, kaj je not. V vsakem primeru nočeš vedeti, kaj je noter. Ne v mesnih, ne v teh. Daj mi vegetarijansko šunko. Ja. No, v glavnem lepo praznujte, če praznujete, če ne, pa Tako. lepo jejte, pa pač ne uživajte v pomladi, to sem hotel reči. Tako je. Imejte se Kakršna fajn. koli že je, ker mi iz preteklosti. Pred obedom preberite kakšno meditacijo s temi besedami, ki ste jih prebrali v zadnjem poglavju. Ne? Ja, Radi besede. se Veš, Veste. tako, ne, Ja. da se pač Ja, da mal tega konteksta noter. tako, ja. Da ne bojo družinska srečanja bila preveč. Pomislite na vse robote, ki so umrli v močvirih, povsod, pač v Povsod. resnici, za to, da bomo mi lahko zveličani, pa to, te stvari. Ne. Ti raj na une žimence pomisli, na katerih ležimo. Ja, Koliko je še launih umr. Wow. to sploh Res. raje ne povedati, stari, ker to so ljudje zihar pozabili. Veš, ker ljudje radi pozabimo te stvari, ki so malo tako v lepi slovenščini uncomfortable, čeprav žimnice so res comfortable. Malo potlažiš v podzavestno. Ja, Tako veš, pač je. da Ja, te žimnice. Dajmo pustiti žimnice v namar, pa pojmo raje kar v avizo, da se lotimo tega epiloga 4. knjige in da pol lahko se zmenimo, bomo peto sploh, ne, bomo peto, bomo. Čakamo, skupščina še ni odločila. Čeprav, ja, bomo na koncu glasovali, imaš prav. Ja. Ok, dajmo, ajde, avizo.
Zdravo, to je podcast o nečem, kar je Artur enkrat vrgel v vodo. Ker je mislil, da ga ne bo več potreboval. Ja, in tudi vedno bolj v življenju, v vesolju in sploh vsem. Mi pa smo. Aljo, Peli. In zi. hvala za podporo, ocene in seveda, ker ste tudi ta teden z nami. Lahko pa za nas poveste še komu, zelo bomo veseli, ker vsak poslušalec ali poslušalka šteje ta. Sploh če sta dva, bolj šteje to več kot eden, ne? Ker dva je več kot eden. Ja. Eksponencialno množijo, kako gre to pol? Ta moja matematika je ful nora. Jaz ne vem. To pa se sam Jaz ne vem, zakaj sem na faksu pogrnil stokati. Skratka, pojdimo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Ja, v prejšnji epizodi smo povedali poslednje božje sporočilo stvarstvu, oziroma smo povedali, kako so naši junaki prebrali poslednje božje. Ja, ker ne. Ja, v bistvu to je bil zadnji del, mislim, prejšnji del je bil zadnji del. Ne? Ja. Tak udarni konc, lej, ne, Ja, tist, mislim- sopranovi, temnina na koncu. Oh, don't če- stop believing, ja, če- kako lepo. Če niste gledali, oprostite, spoiler alert. Sej, kaj Ne. pa, sej ne, sej v bistvu nič ne zveš tam na Ne, koncu. se pravi, samo- ampak kaj veš, mislim, le. Jezus je živ! Ali ne se to gdreč prebijaš. Čak pa za tako sporočilo, pa Oziroma, lahko se zadeva. Daj se malo manj. To je zunimi, drugače, če bi to spravil v črke, bi bile one 30 čevljev, 15 metrov velike črke. Veš, Ja, ognjene, mora biti ognjeno. Mora Ja. biti tudi mečkam prebijati vse Ja, skupaj. mora biti Malo doživeto, to imaš prav. Ja. Valjda, ne more biti kar nevadne. Ne, to zdaj, Peča. zdaj sem ene parkrat to opazil, kle ob PST-ju in me. Aha, te, ki so. Ja, ne vem, napisi. to so se zdaj neki plakati pojavili. Kjer je Jezus je živ? Jezus je živ, ja, nisem Ja, res? sem tudi videl na obrežjih. Sem videl. Kar tako, ki je stoji tabla, pa piše Jezus je živ. Kaj si Ja. mislil? Ne Mislim, vem, dobro- jaz nisem imel flumastera, da bi dopisal Elvis Tuta, veš, ali pa kaj takega. Elvis tudi, ta je lepa. Ja, ja ma ne sej, da. A veš, če bi bil res živ, ne? Mislim, kaj si mislil? Tako, zdaj. Ne? Noč skriva se, da ga ne bojo spet parkirnali nekam. Zdaj Zdaj bi Jure ga- let pa je še zmeraj isto. Ne? Ja, ma Saj ne, smo- zdaj smo bi ga že rekli- šejmal, po nekih telih socialnih omrežjih, 100%. Stari si predstavljaš, da pride ta gospod. Ne, Božji sin, misliš? mislim, Božji sin. Ja, in da cel zahodni svet ugotovi, da tip ni ne bel, ne nima modrih oči, ne nič. Veš, mislim, da a veš, zgleda čist drugače, kot ga so ga oni risali Damn. tam od. Ja. A veš, to bi bil še kar poraz. Ne, sej našim mož povedati, sej bi že pršel, sam ste ograjo naredili. Ja, sej. Sam res se iz drugega konca hodil. Pride. Ja, Ja, se- točno to. Tako da velika verjetnost, da se tam pride ali pol, a veš. Sam res, ja, kam bi on zdaj, če pride, na svetu smo se že pogovarjali o tem Second Comingu of Jesus, ampak takrat smo imeli teorije, da bi šel najbrž žurati ali pa neki, če se prav spomnim. No, v glavnem, ampak kam se dejansko materializira? Ja, bi se on v Betlehem direktnega, a veš, ali bi šel v kakšno random točko, ne? Tako, Čudna zapota gospodova. tako. Ja. Kje smo bili mi? A smo že imeli intro? Epilog smo Ja. Ne, prejšnji. Ja, to pa kaj je bilo v V prejšnjem? prejšnji epizodi smo bili. Ja, Ja, to Ja, smo Bože, bili saj smo pri teh povedali, besedah. ja, stvarnikov Skozi besede. Ja. vrtimo okoli tega. Ja, saj, a veš, Tega smo prišli na Jezusa. ja, točno to je. Poslednje božje sporočilo stvarstvu. V glavnem, pejte prebrati, oziroma se v bistvu vsakič preberete, ko pogledate naš podcast. Tako da, ja,
To je to, kar se tiče prejšnje epizode, zdaj pa Kvarnik. Tale epilog, ne. Jaz ne vem, kako se vama zdi, ampak a je mogel, a veš, mislim, čisto lepo se je stvar zaključila in zakaj je mogel en pol odstavka, ki me sicer šala je, ne vem, kako se vam zdi šala, je, ne. Mislim, A veš, pa kad bi bilo vsaj 42 poglavje, ne, bi pa še razumel za epilog, bi rekel, da je evo, z 42 za zaključil, z 41. ja, točno to. Še številčno. Še številčno. Piše, kaj veš, ko bi rekel, ajde, knjiga se ti je iztekla, pa da si lih na 41. je bela cesta, dej bom še epilog stisnil, Še da bo 42, da umel mečken. Čeprav zdi, v bistvu imaš prav, zato je naredil to, ker v bistvu je bil še prolog na začetku. A je bil? A je bil, čakaj malo. Ja, seveda, da je bil. Majhna kavarna v Rickmansworthu, ne, seveda tole. Ne. Zgodba o Fenchurchu v bistvu je bil prolog, ne. Pa se ga je pižama prebral, mater vola, smo vse pozabili. In kaj je bilo prejšnji dan, kaj je bilo na začetku knjige, halo. To imaš prav, kaj je bilo na začetku tretje knjige. To bi bil kar rebus. Ja, no, v glavnem, zdaj vemo, zakaj je napisal še epilog, zato da je bilo vse skupaj 42 poglavij in da je to ena zaključena celota. Trilogije v 4 delih, je pa v epilogu, kako naj rečem, ena še kar, ne vem, no, srednja dobra šala, no, mislim, da je imel ful boljših, no, tako bom rekel. No. Ja. To je, imel je ful boljših. Ni jih na high note nehal, no, tako rekel. Predvsem se zdaj lahko tle debatiramo, ne, a je za nalaž napisal srednja slabo šalo, ali pa srednja dobro, vse vseeno, pač srednja je, ne. A veš, da bo napisal še 5. knjigo, ali se mu je zdelo to tako, pač, ok, itak so že 4. hotel, pa že ta je bila doktor roman in cel, ne, in že tam mi ni bilo všeč, ne, pa da je pol se odločil, da bo pač na slabi noti končal, ne vem. Mogoče no jo prosil še za 5, veš. Si rekel, da je bila srednja, tako da ni bila lih slaba nota, ni bila pa lih najboljša. Meh je bila, ne, taka. Pa sej, če ne bi končal tako, kaj je končal, veš, to, da o tem zgodbo in da je imela ta zgodba tudi poduk, pa da ne, ampak da je kronistu trenutno šel iz spomina, če bi saj to obrnil, bi bilo že pol bolj, razumeš, ne? Mislim, meni bi, če bi končal tako, kaj prejšnjo poglavje končal in to je to in konc in adijo. Bi bilo najboljše. Ja, mislim. Tega ni tale epilog pravzaprav ga ne rabo. Točno to, kjera knjiga mislim, da bi ga lahko v kjerokoli drugo dal, tudi to, v kjerokoli drugo knjigo. Tudi v zadnjo priložnost bi ga lahko dal. Ja, recimo. Ali pa ta epilog paši tudi od Dirka Gentlya v resnici, veš. Kakorkoli. V bistvu res je, vanila je. Mogoče je imel nek to že napisano, veš, pa je sam rekel, 42 garabma, aha, ok, čak tam ne bo predalih kubarsko, veš, nekim taknem zraven. Ja, lahko je tudi ta, da veš, ta, ne, glede na to, da so ga iz knjige v knjigo bolj zapirali v hotelske sobe oziroma v kakšne domovanja, ne, da so prišli, ne, so rekli, ajde, zdaj pa že deadline, kaj, koliko, ima že vse. Ja, ne, 41 poglavij imam, mislim, 40 pa prolog, pa pol še, dej, napiši, a imaš kaj od, ne vem, tist, ki si pisal za BBC scenarije. Imam, in pol je bil to en list, veš. Tako, mislim, kaj meni se zdi približen tako, no, ne vem, težko rečem. Ja, točno to, ja. Točno to. Ja, tako. Moram reči, da pol sem, ne, seveda, ker knjiga se ne konča tukaj, ampak čeprav ne vem, kako je pa v te navadnih knjigah. V angleški? Nisem pogledal. Ne, čak. Sam sekundo. Grem iskat. Kaj se zdaj spomnil? Ja, se že ne lahko tudi jaz grem, ker imam tudi jaz tam. Kaj si ugotovil?
Nimam. Imaš? Ja, mislim, imam biblično verzijo, trilogijo v 4 delih, to, kar imaš tudi ti, kjer je spremna beseda našega preljubega doktora Alojza Kodreta. Hotel pogledati, če je spremna beseda v 4. knjigi kot taki. Sam sem 4. pa 5. knjigo posodil naši innsbruški dopisnici, pa se še nismo videli zdaj, odkar smo zamenjali. Tako da živijo, sporoč, če je spremna beseda tudi v 4. knjigi. To me zanima. Veš, če je spremna beseda povsod, zdaj v vseh verzijah. Ne? Ker jaz, ko sem bral, zdaj se mi je zdela spremna beseda veliko lepša, kot zadnje poglavje. Tako da mogoče lahko omenimo neke stvari, ki jih je dr. Kodre omenil v spremni besedi. Ne? Tale mi je bila lepa. Snov, iz katere rastejo kulti. Ja, nič ne piše, kdaj je to napisal, ne? Ker takrat že bila ta, je bila že toliko wow, ne? Ne, to je bilo napisano ob izdaji te Aletove biblične verzije. Aha, pa takrat se že... Ta je bila, seveda, sam ta snov, iz katere rastejo kulti, je napisal ta recenzent New York, nekaj Timesa, nekoga. Ja, Sunday Timesa je zapisal. Sunday Timesa. Tako da, ja. In pol dr. Kodre doda nekaj primerov kultnih ZF knjig. Ali ti už zdaj pač šel na per oziroma na vodo? Ker najbrž galaktična tetralogija Izaka Asimova prav ne zanima. Ne. Clarkova Odiseja 2001 tudi ne. Pa Herbertov Dune oziroma Sipina tudi ne. Sem pa gledal film. A zgledal film? Ta novega? Ali ta starega? Ta novega. Vilnevoga. Ja. Zdaj. Jaz še nisem, ne govoriti, kvarnik. HBO ga imaš. Moram še knjigo prebrati, ki je Harbijo, meni se zdi prevedel zdaj po novem. Ja. Tako da lep pozdrav, obod, živijo. No, in potem naš predragi dr. Kodre predlaga v bistvu. Ja, no, pove, da še nekaj drugih kultnih stvari, kot so recimo iz fantazijskega sveta Tolkienov Hobbit. Zanimivo je pa tole, ne? Da v bistvu pod vtisom zabavne nanizanke skriva vodnik večplastno, trdno povezano celoto in kot primer da Aleksandrijski kvartet Lawrencea Durrella. A sta videla to knjigo? Ne. To je en špeh, bukel, razumeš, že v elektronskih knjigah je ful večji, kot ponovadi. Tako da, ne vem, koliko meni se zdi, da 4 knjige so to, pa vsaka je po milijon 100 strani, tako da enkrat se bom lotil, ampak najbolj med počitnicam. Kjer seveda naš predragi, Aleksandrijski kvartet, wow. Število strani 1445 je bil pa na novo preveden in se ga da dobiti. Razprodanje, še to. No, tako da bo treba v knjižnico ali pa v Biblos. Ampak ja, 1450 strani, kar v redu. Ja, tole je, kakor sem razumel našega preljubega dr. Kodreta, je ena stvar, iz katere so črpali ne samo Douglas, ampak tudi mnogi drugi angleški pisatelji. Pol pa omen še Gulliverjeva potovanja, ki sem prav mogel pogledati, v čem je to z tega Gulliverja, veš, kako se jih spomnim, tako kot je otrok z unih risank, ki so bile še kar, ni bilo neki... Ne, Gulliver je kar hardcore. Ja, sej, ne. In pa sem... Jaz sem ta Gulliver potovanje, ki se on liliputancem, ja. Tako, ja. Ne. So pa še pol še naprej, pa prej, kaj se mu dogaja, pa tako naprej. Gre tudi v deželo velikanov, pa tako naprej. Ja, in da v bistvu kar dober, na slovenski Wikipediji lepo piše, da je alegorično biče od družbene in moralne razmere tedanjega časa. In da razrase pa se v posmeh vsemu človeštvu in njegovim ustanovam. Tako da to je ena stvar, ki je recimo tudi Douglas dobro upeljal v teh knjigah. Svoje, ja. V svoje,
se pravi, Lojs omen še Zvezdni dnevnik Jona Tihega. Tega enkrat sem bral, sam se ne spomnim. Jaz sem točno to sem mislil, mislim, veš, Asimova sem bral, Odisejo sem malo začel, pa mislim, pa sem bil še mlajši, pa nisem pol dokončal. Jaz tudi ne. Ali sem jo celo, pa se naspomnim dobro. Dune sem tudi, ja, pa bom spet prebral, ker je fajn. Tega Jona Tihega bom pa tako nek, to sem slišal, prebral pa še ne. Jaz sem ga pa začel, pa meni se zdi, da mogoče sem bil premlad, kaj pa sem. Tako da bomo dali vse te knjige v zapiske. Pa še omenuje Karla Sagana in Kozmos, oziroma jaz dodajam še knjigo Pale Blue Dot, ki je po tistem znanem njegovem 2-minutnem citatu, ki je v bistvu se ta video sta najbrž že videla, ki razlaga, ki v bistvu takrat, ko je Voyager ali kjer je že prišel, pa je bila ona slikca ta prva, a veš, samo en piksel zemlje, ki je obsijana z nekim žarkom, pa je samo en piksel, ne? Približno tako, kot vrtinc totalne perspektive, ko vidiš, da si samo ena pikca, ne? A veš, celo človeštvo je samo ena pikca in pol Carl Sagan ful lepo pove. Bom dal tudi ta video v zapiske. Smo pa že enkrat govorili, ne? Mislim, da smo. Ja, smo. Tako da itak. Da itak je pa tako, da ne. Je ga je pa lušen poslušati, no, ker pač čist jasno pove, da lej, mi smo vsi smo na tem majhnem pikslu. In vsi, ki ste jih poznali, in vsi, ki so bili in dobri in slabi, in bi bilo fajn, če se imamo bolj fajn in te stvari. Ja, a veste kva, a bi mi naredili zdaj en štos? Za štose sem pa vedno. Ja, sploh pa divje štose. Sploh pa divje štose. Kaj bi mi zdaj, dajmo reči najprej eno stvar, imamo še kaj zapovedati v 4. knjigi, razen da je bila mogoče malo preveč Dr. Roman, moje osebno mnenje. Ja, jaz tam dodam temu, da je bila Dr. Roman, ampak ja, lej. Mislim, tako, ker smo že večkrat omenili, 1, 2, 3, 4 je kar dober zaporedje za večino dni, kadar se spomnim, kjer so najboljše knjige. Mogoče bi rekel včasih 2, 1, 3, 4, ampak to je pa tudi to, kar se lestvic pa teh stvari tiče. Kaj plate od Zeppelina, 1, 2, 3. Mislim, jaz verjetno, če bi začel kjerkoli drugje, ki pri prvi najbrž ne bi ustrajal. Jaz sem začel pri 4, pa sem šel okrog, ampak moram reči, da moram reči, da se po nekem čudnem naključju prvih 2 ful bolj spomnim, mislim pa tudi 3, no. A veš, kot 4. Ja, po mojem, da je tudi največ teh, recimo, o čemer gospod Kodre govori, največ teh ponarodelih štosov in vseh skupaj izhaja iz prvih 2. To, o čemer govori, da je šlo pač v neko subkulturo. Ne? Tako, ja, tako. Tako da verjetno, da pač sta te 2 le vzpostavile to, kar je pol ta knjiga naredila, ne, med ljudmi. Ne. Tako, ja. Tako. Ja, dobro, no, pa pač, ker se spodobi in je pravično, da za konec trilogije v 4 delih povprašamo še, ne, v bistvu so ustvarjalca, ne, ker ne, prevajalec je soavtor v tem primeru, ne, in je nič, ne, dajmo kar poklicati doktorja Kodreta, pa ga vprašati, kakšno vprašanje, vsake eno vprašanje, prav, ajde. Dajmo, da ga ne bomo gospoda matrali. Tako. 3 dokončne vprašanja, pa dajmo po vrsti peli alo, da gremo v kontra, ka ponovati. Doktor Kodre, se slišimo? Dobar, vse, super. Ja, lep pozdrav, gospod Kodre, najprej res hvala, da rečem ne, najlepša hvala za to knjigo, mislim. Tako. Za ta prevod, super je, kot ste verjetno že veliko krat to slišali. Tako da, ja, v bistvu mene bi zanimalo, ne, ker smo že smo se toliko pogovarjali, vesoljci gor, vesoljci dol, ne. Če je za vas, če je kaj tam zunaj, ne,
če recimo v neraziskanih zaplotih bolj modernih delov galaksije, a obstajajo civilizacije, ki bi lahko primerjali z našo? Mislim, ali obstajajo sploh visoko razvite civilizacije, ali smo samo sami v vesolju, ne? Ali je še kdo zunaj? No, to je, kar radi reče na televiziji, res vprašanje za $1 milijon. Vse, odkar je Frank Drake zapisal svojo slovito enačbo, kjer je zbral vse faktorje za nastanek civilizacije, smo se naučili že zelo dosti podrobnosti. Ampak skupni rezultat pa ni zaradi tega nič bolj jasen. Naučili smo se poiskati planete okrog ne preveč oddaljenih zvezd, potem nahajamo molekule, ki so potrebne za življenje skoraj v vsakem kotičku vesolja, in še v lastnem osončju nahajamo kar naprej nove prostore, kjer bi bilo lahko življenje. Po drugi strani pa spoznavamo tudi nove pogoje, brez katerih ne bi bilo življenja na Zemlji. Treba je bilo imeti Luno, bližino Jupitra in Saturna, magnetno polje, ravno prav oddaljeno supernovo, enkrat v preteklosti in še kup takih stvari. Ampak vi sprašujete seveda o civilizacijah, po možnosti takih s tehnologijo. Prav blizu jih skoraj gotovo ni. Razen tega pa tu nastopi zadnji, ključni člen v Drakeovi enačbi. Življenjska doba take civilizacije, preden se sama uniči. Če pogledamo sebe, se bojim, da ni razlogov za optimizem. Preden bi pripotovali signali naše civilizacije, predvsem seveda mislim televizija in Twitter, s svetlobno hitrostjo do naših prvih sosedov, nas mogoče že ne bo več. Ja, hvala lepa. Ja, najlepša hvala. Hvala za tole. No, zdaj bi pa kar jaz nadaljeval. No, ker je umetna inteligenca te dni zelo moderna, ne, nas zanima, kako daleč se vam zdi, da smo stran od Marvina ali pa ladijskega računalnika Edija. Ne? Bojo inteligentni roboti res kmalu služili človeštvu ali ne? Če ste ta teden pozorno brali časopis, ste lahko od 2 znanih slovenskih strokovnjakov v njihovih kolumnah prebrali, da jima je ChatGPT zelo ljub prijatelj, ki vse zna in vse razume. Ampak to se pravi, da nismo več prav daleč od ladijskega Edija, ki je tudi izjemno prijateljski in vse zna in vse razume. Za Marvina bo pa treba še malo počakati. Tolikšne zagrenjenosti računalniški strokovnjaki zaenkrat še ne znajo spraviti v algoritem. Še začeli niso s tem. Pa še pripis. Tudi za tale odgovor sem poprosil svojega prijatelja ChatGPT. Je kar dobro napravil, a ne? Ja, hvala lepa. Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima, v bistvu, kot ste že v tej spremni besedi ugotovili, se avtor skozi knjigo rad pošalj praktično z vsemi platmi človeške narave in edino ljubezen pusti pri miru. A imate morda kakšno idejo, zakaj? No, razloga sta pravzaprav 2. Popolnoma različna, ampak z enakim učinkom. Če ste ravnokar prišli skozi 4. knjigo in ste že srečali Fenchurch, potem vam je jasno, da takega doživetja ni mogoče karikirati. To je najlepše, kar se je v življenju zgodilo tako Arthurju Dentu kot Douglasu Adamsu. In oba sta to hranila v posebni kamrici blizu srca. V prvih 3 knjigah Štoparca pa kraljuje Trisha Macmillan ali po domače Thriller. Ni jasno, a je tudi tukaj kje kaj ljubezni. Dama se zagotovo odlikuje s celo vrsto lastnosti, z inteligenco, z odločnostjo in vsem takim. Ne najdemo pa kakšnega smisla za humor, zato se pri njej ne bi kazali hecati z ljubeznijo. To bi lahko postalo kar nevarno.
No, zdaj le v 5. knjigi boste pa lahko sami videli, da je to res in še 2-krat bolj res. Ja, najlepša hvala, Hvala. doktor Kodre, za Najlepša vse hvala. te odgovore. Ja, slišali smo našega preljubega dr. Kodreta, slišali ste naše mnenje o 1, 2, 3, 4 in o tem epilogu. In to je to, ne? Pečino Bešalnik. Ja. Pač to. A imamo še kaj za reči v 4. Nič, knjigi? konc. Mislim, Dio. meni je bil Bog Ajde, držal. Jaz grem. Meni je bil Bog držal, mi je bil kul, Bolj sem ampak tega. dobro, Ne, ok, ne bom hecam se, več, ne hecam bom se. več. Saj Sorry, sem- prosim, Ja, ker sem te Pusto, povej. no, to bomo drugič. Kaj? Kaj zdaj ti govoriš, kaj ti je bilo kul? To bomo drugič. A ja, se imaš prav, ja, ok. Valjda, to je Ja, okej. ok. Dej, začni, dej. Najlepša hvala, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri smo slišali dr. Kodreta, ki je odgovoril na naša zanimiva vprašanja. Zdaj pa to tako povedal, da nisem bila zanimiva. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate in seveda poveste še komu za nas. Z nami lahko debatirate na Discordu ali na družabnih obrežjih, kjer smo povsod afno, pravičujemo se. In še zadnjič. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si. Pa saj Kako mogoče ni zadnjič? Sej, mogoče ni zadnjič. We will rise again. Ko Phoenix. Jaz sem hotel začeti reči USA. Druga država. Čeprav to je boljša. Rajš za Jugoslavijo, kot za USA. Land of the free, my ass. Ja. Ja, dobro je, fanta. Upam, da se vidimo še kdaj v živo. Ja, daj, bomo. Bomo. Jaz ustavljam snemanje, rajta ba. Čakaj, ja, tisti je treba. Se jaz tudi malo.